Člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto so dejavni na mnogih področjih, tudi na kulturnem. Tako so letos v društvu že 4. leto pripravili likovno kolonijo, drugič pod budnim očesom akademskega slikarja Jožeta Kumra. Jaz malo sem razmišljala doma, kaj bi, pa sem se zamislila, naprimer, ena umirjenost na enih teh vročih dneh na eni reki, eno uživanje v enih ohlajanju na eni reki, zato sem naslikala tole sliko. Jaz imam recimo konkretno svojo serijo petelinov, pa sem enega divjega danes narisala. Drugače pa dobimo motive iz narave, tukaj v samem tem okolju, ki je zelo prijeten. Na tem društvu slabovidnih in slepih delujem zdaj jaz od 2008. leta. Zelo dobro se v društvu počutim, prijetno je, delovno. Ostanek vida mi ne omogoča, da bi še kakšno arhitekturo ali pa figuraliko delal, zato se ukvarjam bolj z naravo, veduto, pejsaži. Ivan Stojan Rutar, doma s Primorske, se je svojo soprogo likovne kolonije udeležil drugič po letu 2009, Tinka Šetina in Reska Arnoš pa sta članici novomeškega društva. In bistvo tovrstnih dogodkov? Druženje ob ustvarjanju v idiličnem okolju vrta društva slepih in slabovidnih v en glas zatrjujejo po ustvarjalnem zagonu sodeč precej dejavni udeleženci kolonije. Take kolonije so mi zelo všeč, posebno, ker smo si nekako enakovredni, slabovidni. Dobiš ogromno energije, idej, malo se hecamo, sprostimo, posebno pa zato, ker imamo dobrega mentorja, ki nam veliko pomaga, ni nas veliko, da se lahko z nami ukvarja in res probamo naše slike res dobro narediti. Predvsem druženje, ustvarjanje, prijetno s koristnim nekje. Radi se družimo in nam je prijetno in smo radi skupaj. Ključna sta še pridobivanje novih znanj in spretnosti, predvsem pa spodbuda za nadaljne ustvarjanje. Tudi če ustvarjalec ne ve, kako naprej, je pri roki vedno mentor, da priskoči na pomoč. Izzivov in novih izkušenj pa tovrstna druženja in spoznavanja ne prinašajo le udeležencem, ampak tudi mentorjem. Treba se malce pripraviti na to, da kar drugače vidijo oziroma manj vidijo, jih je treba opozoriti na določene stvari. V bistvu pa tako kot vse ostale, na kompozicijo, na te odnos med barvami in potem sam koncept slike, ne, ki ga imajo, da se držijo tega, da ne pade premočno pod moj vpliv. Ker jaz raje vidim, da oni delajo tako, da tisto, kar delajo iz svojega srca, iz svoje duše, da jih malo ne vodim, ampak da jim povem kaj takega, kar bi jim prav prišlo. Zagretost, vztrajnost, dobra volja in želja so skupne vsem trem udeležencem. Slikanje jim ne pomeni le golega ustvarjanja, ampak predstavlja način izražanja, komunikacije in vzbuja pozitivne občutke. Ja, veliko delam, če ne bi delala, sicer veliko me to zaposluje, veliko energije mi vzame, nazaj mi pa ogromno vrača. To mi je življenjski moto, ker to mi je še ostalo, ne? In to je bilo največja terapija, ker smo izgubili vid, da smo začeli s tem ukvarjati. Lahko rečem, da sem bolj profesionalni pristop k temu, da sem še skozi amatere, ampak imam svoj atelje, delam intenzivno vsak dan. Trudijo se več kot vsi drugi, ki dobro vidijo, ne? Poskušajo kaj dobrega doseči, ne? Če imajo prave spodbude, pa sploh imajo pa tudi potem rezultate boljše. Zato je vloga mentorja pomembna, se strinjajo udeleženci. Moram vam povedati, da smo zelo zadovoljni s gospodom Jožetom Kumarjem, ker to je enkraten človek. On nas pozna v dušo, ve, kakšne so naše kapacitete, koliko lahko napravimo z našim ostankom vida. Ker to ni samo reči, naredi to, ampak moraš se zavedati, da mi to ne moramo narediti, kak bi radi. Pride, kar pride.
In glede na njihovo vztrajnost bodo njihove že sicer velike zbirke gotovo le še povečevali in nadgrajevali ter s svojimi izdelki na različnih razstavah razveseljevali številne ljubitelje tovrstne umetnosti.